Veliko izmed vas še ne pozna moje zgodbe in zato bom v nekaj fragmentih malo povedal. Ampak definitivno gre za Božjo milost, da sem lahko danes tukaj. In za začetek tega duhovnega vikenda, kjer so vsi oziroma skoraj večina naših študentov tukaj prisotni in jih lahko pozdravljam, in tudi veliko naših zvestih gostov in stalnih gostov. V veselje mi je, da ste vsi tukaj, oddaleč ste prišli, prileteli, se pripeljali in ravno ste prišli, da vam je še ratalo priti sem. Ta čas je blagoslovljen, da lahko ta čas skupaj preživimo. Na tem trenutku bi se vam rad zahvalil za vaše molitve, ki ste jih molili za mene in za nas in pošiljali v nebesa. In še preden našega govornika predstavim, bi rad v nekaj minutah povedal nekaj kratek pregled tega, kar se je zgodilo v zadnjem letu in pol z menoj. Jasno vam moram povedati, da zadnjo leto in pol so me popolnoma vrgli iz mojega tira življenja. Več ali manj je bilo dobro v mojem življenju, ampak nekoč sem bil na tednu pohodništva v TGM-u in takrat sem dejansko bil prvič kot gost v TGM-u in žena mi je tudi prenesla nekaj posebnega iz Vorarlberga in to koronavirus. In veselil sem se, končno ga imam jaz. Še jaz bom končno dobil svoj PCT, ampak iz tega veselja je bila velika bolezen in čez 3 tedne se pobral iz postelje in to je zame bolj netipično, da tako dolgo ležim, ampak relativno hitro sem dobil moč in sem spakiral svoje reči, ker naj bi šel v Nemčijo na združenje ASI, kjer naj bi imel svoje poročilo. Spakiral sem svoje reči in sem šel do avta in sem prepoznal, da mojih moči ni več in da ne gre več. In tako sem se ulegel v posteljo in iz te postelje nisem več prišel 2 meseca. 2 meseca me je treslo, vročino sem imel, zgubil sem težo, po noči sem potil in vsak dan je bilo huje. Ponavadi ima bolezen svoj potek, postane težje, potem vrhunec, potem pa je bolje. Pri tej bolezni pa je vse postajalo vedno slabše. Tako da nisem mogel niti več jesti, skoraj nisem mogel več piti, zgubil sem težo, tako da sem bil samo še 52 kg. In sem rekel, ljubi Bog, kaj je narobe, kaj se dogaja? In v tem času v postelju sem lahko razumel besedilo, da zvečer čakam na jutro in zjutraj čakam na večer. Bog, kaj se dogaja? Kje si Bog? V tem času je moj prijatelj iz mladosti tudi imel korono, in na kateri je skoraj umrl. Za njega se je združila molitvena veriga in v nekaj dneh je prišel ven iz bolnice in bil zdrav. In potem sem jokal Bogu, kako je to mogoče, ljubi Bog? Za mene nihče ne bi molil tako, če bi ležal tam nekaj vsega. Nekako ne fair je to do mene. Tukaj ležim, utrujen sem, šibak in sem postal ljubosumen na ljudi, ki so molili za mojega prijatelja. Nihče me ne spodbuja, sam sem. Ljubi Bog, kje si? In govoril sem v steno in noč in dan sem se bojeval in nisem našel Boga. Vem, cel življenje sem bil z Bogom, ampak v tem trenutku ni bil z menoj. Kje je bil? In lahko vam povem, da to lahko nekoga resnično spravi iz miru. Potem se pojavijo vprašanja, kot so, z Bogom ne gre, ampak brez Boga? Naj probam brez Boga? To je pa še slabše, ker potem si pa popolnoma sam. In potem je vsega konec. Torej ta boj je resnično bil intenziven v meni in kar naenkrat sem bral časopis, vsake dolg časa sem uspel moj računalnik prižgati in potem je prišlo sporočilo iz tu in tam, e-mail, in potem sem razumel, saj Bog govori preko vas, ki mi pišete sporočila. In to me je tako spodbudilo.
Dolgo se ni pokazalo, kaj točno imam. 15 zdravnikov se je skrbelo za mene. Nobenemu nisem pisal in vsi so me vprašali, kako si, in vsak je rekel, pridem k tebi, da vidim, kako si, da te pregledam. Tako da sem podal svojo krvno sliko in mi je rekel, Klaus, pogovoriti se morava. Ti imaš neko vrsto raka na kostnem mozgu in to si moramo bolj podrobno pogledati. In bil sem hvaležen takrat, ker ta diagnoza me ni več strašila, zdaj, ker čas predtem je bil zame kot pekel, da sem končno hotel vedeti, kaj se dogaja. Zvečer sem si želel, da bi umrl, ker sem resnično tudi molil, da bi lahko umrl. In Bog tega ni uslišal, te molitve. Hvala Bogu, da ni uslišal vsake molitve. Hvala Bogu. Prišlo je do točke v tem procesu, jaz to imenujem lestev predaje. In vsi poznamo to predaje. To se učimo teoretično. Bog vzami vse ti dam Bog. To je lahko reči. Sedim za polno mizo in dam Bogu vse, a ne? Kako preprosto je včasih dati večji kos pice drugemu. Tu se že prične. Vse damo, ampak velik kos torte ali pice pa nočem dati. Torej prične se pri majhnih stvareh, kjer nas Bog jemlje v šolo. Nikoli nisem imel sicer probleme z denarjem. Denar sem Bogu lahko predal. Čas, energijo mi je bilo malce težje. In naslednji korak je bil potem planiranje življenja, življenjska misija, vse. Morda želiš na Afriko, Bog te pa pošilja na severni pol. To je odločitev, ki jo morate dopustiti. Bog ni hudoben, ampak moramo mu prepustiti stvari našega življenja, da ne visimo na njih. Torej, ta proces sem že dal čez, ampak en proces je bil pa nov zame. Namreč to, da so otroci ob postelji in pravijo, da ne smemo umreti. In to si lahko predstavljate, kako sem se bojeval z Bogom. Bog se ne moreš otrok kar tako pustiti in niso pripravljeni. In Bog je rekel, res, mi ne verjameš, mi ne zaupaš? Mi ne zaupaš, da lahko jaz skrbim za Boga? Ja, ampak poznam tako veliko ljudi, ki so sami odrasli, ker je oče umrl in so imeli grozno življenje. In potem Bog pravi, mi ne veruješ, mi ne zaupaš? In res, to je bil največji boj mojega življenja. Prepustiti otroke in reči, Bog, v redu, umiram, v redu je, če umrem in dobro je zame to. Sprejmem. In ti boš poskrbel za otroke. To je bilo nekaj noči bojev, dokler ni prišlo dokler nisem tega prestal. Umreti ni težko. Mi točno vemo, da če to preživimo, naslednja stvar, ko vidimo, je Jezus. Ja. Ampak umreti in vedeti, da so otroci tu in da je žena tu in da so sami nemočni, to je pa druga zgodba. Bog pa želi, da vse damo na oltar. In jaz sem moral vse podati na oltar. In končno sem bil pripravljen to storiti. In bil sem v miru z Bogom. In svoje reči sem predal Bogu in uskladil z njim. Zato diagnoza raka zame ni bila več problem. Vedel sem, da imam nekaj groznega, ampak saj ime sem imel sedaj za to. In takrat je prišel dan, maziljenje, šel mes. In potem je pa prišel en dan, ker sta prišla dva angela. In to sta bila Simona in Iris. Bile. Zelo lepo sta mi zapele pesem. In tako zanimivo je, da kaj to v človeku naredi. In ta dan je prišel zvečer še moja sestra. In moja sestra mi je prinesla pico. Mrtvemu se ne prinese pice. Lepo vas prosim. Halo. Ampak dobil sem apetit in pojedel sem košček in drugi košček in tretji košček. In ne morete si predstavljati, prvič po nekaj mesecih sem začel jesti. In samo navzgor je šlo.
In tistega dne sta se še dve reči zgodile, za katere sem šele kasneje slišal. Ta dan se je pričela tudi molitvena veriga za mene, 24/7. Iz OCI-ja, ljudje, ki so po vsem svetu 24 ur na dan, 7 dni v tednu molili. In hkrati tudi na isti dan avstrijska molitvena veriga. Mladi, odrasli, ki so v Avstriji molili za mene. Vsak dan, ki so se zbujali ob 3 zjutraj, da bi molili. Zato sem zelo hvaležen. Naslednjič sem šel na kontrolo krvi in zdravniki so mi rekli, takoj kemoterapija. Jaz sem rekel, zakaj? Vaša jetra bodo odpovedala. In potem so mi pokazali vrednosti za ledvica in res je. Rekli so, še danes morate iti. Morda že po jutrišnjem ne boste imeli več ledvic in tako boste morali iti na dializo. Ta vrsta raka prvo uniči ledvica, potem kosti, pristaneš na vozičku, imunski sistem je uničen in potem umreš s pljučnico po dializi. To pomeni, da ni bilo glih obetavno, ampak nisem imel miru glede kemoterapije in sem rekel Bogu, Bog, ne predstavljam si tega, da tvoje zdravljenje, da se tvoje zdravljenje zgodi s to megakemijo. Vse se upira proti temu v meni. Kemoterapiji sem se odpovedal. Zdravnik mi je rekel, če so zmešan. A imate otroke? Zmešani ste, mi je rekel. Pejte gor na kemoterapijo. In sem rekel, sem ne. In potem so mi še dali vrednosti izvide krvi. In s tem sem odšel do drugega zdravnika, sem mu pokazal vrednost krvi, ki je pogledal te lambda indikatorje pri raku in te prikažejo potek bolezni. Pri vas je to nekje med 0 in 20, pri meni pa je bil 2400 decembra. In januarja, ko sva spet pogledala krvno sliko z zdravnikom, je bilo že, mislim, da na 1400. In zdravnik, ki ni nič vedel o teh rečeh, je rekel, čestitam, kemoterapija dobro funkcionira. Rekel sem, ne jemljem kemoterapije. Kaj? Karkoli že delate, nadaljujte. Torej šel sem domov in rekel Bogu, potrebujem rešitev, Bog, pomagaj mi, pokaži pot. Tisti, ki čakajo in upajo na Gospoda, tem Bog pokaže pot, jim da odgovore, jim daj modrost in vodi jih. Nikol, koliko časa še imam? Že mimo. V redu. Moram prekinati, sicer bi to trajalo še 1,5 ure, ampak Bog nas ne vodi preko naših odločitev. In na kratko lahko povem, da me je Bog od te odločitve proti kemoterapiji na neverjeten način vodil, kjer je v bistvu zelo detaljno pokazal svojo pot, z detajli, ki si jih sami sploh ne morete predstavljati. In je zbral cel svet, zato da mi da odgovore na moje vprašanja. Lahko vam povem, da ta celotna bolezen, 1,5 leta, in še vedno nisem zdrav, moje ledvica so še vedno omahljiva, še vedno imam raka. Čudež je, da sem tukaj sploh. To je odgovor na molitev, zato ker Bog daje utrujeni moč. In ko se zjutraj zbudim, potem molim, in to sem zadnjih 10 dni počel, še posebej, zjutraj sem molil in ne boste verovali. Od 10 do poldne, do 10 zvečer lahko zdržim. In to fizično, telesno. In to ni normalno za rakavega bolnika. To ni normalno. Torej, Bog da moč. In Bog je moj imunski sistem. Ljudje so mi prerokovali, da bom v kratkem umrl s pljučnico. Vsi okoli mene so bili bolni, jaz pa sem ostal zdrav. Bog me je spomnil na 3 molitve, ki sem jih pred 50 življenjskim letom molil. 3 riskantne molitve. In prva molitev je bila, Bog, pripravi me, da bi se srečal s teboj. Druga molitev, Bog, zadnji čas, ki ga še imam na tem zemlji, me naredi maksimalno koristnega za tebe. In tretja, Bog, jasno govori z menoj na glas. Tretja, mislim, da se še ni jasno pokazala, ampak prva in druga pa že. V teh letih sem doživel tako veliko z Bogom, kot še nikoli prej. 2 mali knjigice sem spisal, ena je že stiskana in danes pride
druga pa je v pripravi. Samo preprosto izkušnja z Bogom. Vse, kar se je zgodilo v tem času. In te velike zgodbe, ki jih lahko še povem, prišel bo čas za to, da bom povedal te izkušnje. Gromozanske, stvari, ki sem jih lahko doživel v teh letu pa pol. V tem času me je Bog vodil k čudoviti literaturi. V življenju sem iskal pravo učeništvo, pravo vero, pravo krščansko identiteto. Nisem želel fejka, nisem želel teologov, doktorjev, da mi povejo, kaj piše v Bibliji. Želel sem, da nekaj, kar piše v Bibliji, da to drži. In piše, oni pa, ki čakajo na Gospoda, dobijo nove moči. In to drži. In če to ne bi držalo, potem Biblija ne drži. Torej, meni je bilo pomembno, da Biblija, to, kar piše, da to tudi drži. In teh besed si ne dovolim, da mi jih kdo odvzame. In Bog je to tako potrdil v tem letu in pol, da vse, kar piše, drži. Vsaka beseda drži. In tega si ne prepustim, da mi kdo odvzame. Torej, ta beseda je resnična in obljube držijo. Bog ti da moč, če prosiš za to. Počakati moraš. Gre za osnovo, da si z njim v miru. Bog ti da Svetega Duha, če tudi za to prosiš.